Pozdravljeni. V tem zadnjem prispevku pred začetkom dirke za veliko nagrado Kanade bom spregovoril o vseh tistih zanimivostih in poudaril vse tiste točke, ki se mi zdijo pomembne, da jih vemo pred dirko. Seveda smo vsi z zanimanjem sprejeli pole position Ferrarija s Sebastianom Vettelom. Po dolgem času je spet začel kazati tisto svojo vodilno vlogo v ekipi. A spomnimo se le, koliko je bilo govora o napačnem konceptu Ferrarija SF90 v prejšnjih tednih. Sedaj smo videli, da ta koncept sploh ni zgrešen. Do izraza pride le na določenih progah, kot vsak koncept konec koncev. Če primerjamo hiter krog Sebastiana Vettela in Lewisa Hamiltona, pravzaprav vidimo to razliko. Kajti grafično je lepo prikazano, kje je eden bil pred drugim, to se pravi, kako je Mercedes hitrejši v ovinkih in Ferrari boljši na ravninah. In zanimivo je to dejstvo, da je pole position Sebastiana Vettela praktično rezultat njegove vožnje v tretjem sektorju proge. V prvih dveh je še zmeraj v prednosti Mercedes. Poudariti je treba še eno dejstvo, katero so mnogi nekako zamolčali oziroma ga niso zadosti poudarili. Na trših pneumatikah, to se pravi tako medium kot hard, čeprav hard nimamo potrdila, je še zmeraj v prednosti Mercedes. Vidimo tako na tistih časih, ki so jih dosegli v Q2, kot na prostih treningih. Problem z hard pneumatiko je ta, da so pri Ferrariju izbrali lepo en komplet za vsakega voznika, zato jih na prostih treningih sploh niso preizkusili. Pirelli je z dirko nekako napovedal tri možne scenarije strategij. Najhitrejša je ta, da bojo začeli dirko na srednjem mešanici pneumatik, na medium, naredili tam okrog 30 krogov, nato nateknili gor pneumatike hard in šli do konca. Kot drugo varianto so napovedali začetek na soft, te naj bi zdržale okrog 10 krogov oziroma manj kot 10 krogov, nato hard pa do konca. Tretjo, najpočasnejšo, so določili tako, da bi bila lahko začetek na soft, pa dva različna dela na medium, to se pravi z dvema postankama, a izračunali so, da to bi bila najbolj počasna varianta. Vsekakor bomo imeli tu dve dilemi. Prvič, kako se bo odvijal ritem Ferrarija na medium v začetnih delih dirke in kako se bojo na to obnašale hard, katere niso preizkusili na prostih treningih. Sicer pravijo, da imajo ogromno podatkov o obnašanju te pneumatike, ampak moje osebno mnenje je, da podatki so eno, živo preizkušenje, tisti živi občutki, ki jih dobijo vozniki na progi, pa so čisto nekaj drugega. Vrnimo se še na kvalifikacije, kjer smo zopet videli napako Valtterija Bottasa. V ključnem trenutku, ko bi moral pokazati tisto zrelost, tisti šampionski duh, je spet naredil napako. Zopet je dokazal, da je odličen voznik, enkraten, a manjka mu tisto malo, da bi bil pravi šampion. S takimi vožnjami, s takimi napakami res ne more ogrožati Lewisa Hamiltona kot vodilnega voznika v ekipi. Po drugi strani smo bili priča zopet čutnemu dogajanju v boksih Red Bulla, kjer je Max Verstappen izpadel iz Q2. Sicer gre to zahvala tudi Magnusenu, kateri je na koncu drugega dela kvalifikacij trčil v zid in tako v bistvu uničil zadnji poskus Maxa Verstappena. A vseeno, pravzaprav zaradi tega trka Magnusena, kateri je tako poškodoval svoj bolid, da bo začel dirko iz boksov, in kazni Sainza, kateremu se bom vrnil malo kasneje, bo Max začel dirko na 9. mestu. Zato, ker je izpadel v Q2, bo imel prosto izbiro pneumatik za dirko in sam osebno menim, da bi bil zelo vesel, če bi jih začel na hard, najtrši pneumatiki in tako nekako razbil tisto monotonost, pokazal neko drugo varianto strategije in po možnosti, po mojem osebnem mnenju, bi bilo zanimivo, kajti imel bi v zaključnih fazah dirke res hiter bolid. Kot sem že prej omenil, je treba pogledati tudi malo izrečene kazni, predvsem dva primera. Charles Leclerc je na kvalifikacijah zapeljal izven proge,
se zgodi, pripeljal na progo na način, kateri ni bil predviden, proti navodilom vodstva dirke in zato bil pod lupo komisarjev. Te so ugotovili, da pravzaprav ni bilo nič takega, nobenega ni ogrožal, vzeli so mu en čas kroga, to njegovih kvalifikacij sploh ni vplivalo na rezultat, a v poročilu so lepo izrecno zapisali, da ukolikor bo kdorkoli to ponovil na dirki, bo dobil pribitek na čas. Po drugi strani, Carlos Sainz je dobil 3 mesta pribitka, zato ker je oviral Aleksandra Albona. Sigurno po pravilniku pravilna odločitev. Ampak Aleksandar Albon je kljub temu, da ga je Carlos Sainz oviral, prišel v drugi del kvalifikacij, v Q2. Torej, njegove kvalifikacije s tem manevrov sploh niso bile ogrožene. Carlos Sainz je prišel v Q3 in ta 3 mesta pribitka so zelo spremenila potek njegove dirke, ki se bo zgodila zvečer. Ne govorim o tem, da bi moral Charles Leclerc biti kaznovan s kakimi mesti pribitka ali karkoli takega. Ampak sam dobivam občutek, da so tisti vozniki, ki vozijo za prve 3 ekipe, zmeraj drugače obravnavani od vseh ostalih, tisti, ki so bolj v ozadju. Strožje odločitve so v večini primerov podane tistim, ki so bolj v slabših ekipah, bolj v, recimo temu, drugorazrednih ekipah, tisti, ki so v vodilnih, pa se zmeraj nekako žližejo skozi. Morda hočejo komisarji s tem le ugoditi publiki in ne nekako vplivati na to, kaj se bo dogajalo na progi, ne vem, ampak sam sem zagovornik tega dejstva, da so pravila za vse enaka in ukolikor pride do kršitve, mislim, da je prav, da so vsi enako kaznovani. Še ena zanimivost. Kolikor ste sledili mojim analizam, ste videli, da sem glavno težavo Williamsa F42 nekje lociral v tem območju prednjega vpetja. No, na veliki nagradi Kanade so pri Williamsu pokazali novo vpetje, katero naj bi izboljšalo obnašanje bolida. Ukolikor primerjamo čase, ki so jih dosegli v Kanadi, v Monte Carlo, pa smo zdaj še Bahrein, boste ugotovili, da so zaostanki Williamsa za tistim, ki je dosegel pole position, več ali manj enaki. George Russell je nekje 4,7, 4,8 slabši od časa pole positiona. To pomeni, da se Williams razvija vzporedno z enakim ritmom kot vodilni bolidi. Ukolikor so ugotovili, da je napaka prav v prednjem vpetju in bojo dobili neko rešitev, ki bo omogočala kar hitro napredovanje, bomo lahko do konca sezone tudi videli boljše rezultate, zaenkrat pa ohranjajo tisto, kar so imeli na začetku sezone. Mnogim se bo to zdelo malo, mnogim se bo to zdelo nič. Bistveno je, da razvoj deluje, da bolid odgovarja na tiste rešitve, ki jih ekipa ponuja, kajti vsi razvijajo svoje bolide. In kolikor se je Williams sposoben razvijati tako hitro kot vodilne ekipe, je to zelo dober znak. Želim vsem skupaj lepo, napeto dirko, imamo vse možnosti, da bomo tako tudi videli. Mi pa se vidimo zopet v naslednjem prispevku po dirki, kjer bo komentar tistega, kar se je na njej zgodilo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.